Verjetno se sprašuješ, zakaj imam slušalke gor, to je zaradi tega, ker tale mikrofon je dejansko amazing in mi je najlažje s tem snemati, ker če ne moram imeti skozi v rokah mikrofon, ki nimam tule pred sabo mize in stojala. V glavnem, dobrodošli spet nazaj na moj kanal, moje ime je Kaja Solo in danes bomo govorili o toksičnih razmerjih. Zdaj, na začetku naj povem, zakaj bom sploh o tem govorila. Ne zaradi tega, ker bi hotela kakšne svoje stvari povedati, ali pa pač karkoli od tega. Zadnjič sem bila zunaj, prvič po 100 letih, in sem bila priča dvema situacijama v enem dnevu, kjer je bil tip totalno toksičen do svoje punce. In sem bila a si res punce še vedno to dovolimo? A še res ne govorimo dovolj o tem? Ker je bil celoten point mojega kanala to, da sem jaz kao neka big sister in dajem neke nasvete, ki bi jih jaz mogoče hotela slišati, ker sem bila mlajša, je spet čas, da se vrnem v to tematiko in oziroma take stvari, da pač neke svoja mnenja ali razmišljanja ali nasvete dajem. Zdaj, če se ne strinjate s katerimkoli od teh nasvetov, je to vaš problem. Naj pa že na začetku razčistim, zakaj govorim puncam. Zaradi tega, ker imam feeling, da je puncam težje iti, ker smo nekad družbeno je sprejemljivo, da ženska ne more funkcionirati brez moškega, da jo mora moški rešiti in imamo to zelo globoko zakoreninjeno. Posledično pač ostajamo v toksičnih razmerjih ful dlje kot pa moški. Zdaj, če ste moški pa se s čimerkoli ne boste strinjali, je meni čisto vseeno, ker ta video ni za tebe bil narejen, je bil za tvojo punco mogoče. Pač jaz sem punca. Jaz bom valjda govorila pač iz puncine perspektive, ker sem jaz punca. Če hočete slišati perspektivo fanta, pojdite poslušati kakega fanta. I'm sorry, jaz sem še vedno ženska. Ta video ni o moji preteklosti, ta video ni o mojih zgodbah ali da bom kakorkoli, v čemerkoli govorila, kar je bilo konkretno. Ta video je res samo stvari, ki sem se jaz naučila čez življenje ali ki sem jih videla na TikToku ali pa ki sem se jih naučila iz knjig. Definitivno pa pač ne neko pogrevanje sranja, ker ja. Komentarje bom nadzirala, če boste kakšne bedarije pisali, bom brisala, tako da don't bother. Prizadeli me ne bojo, ker jaz poznam svojo resnico, nehajte secirati moj fucking life, ok? Stvari so, ki jih ne veste in zato sem se tudi odločila, da ne delim svojih dejanskih situacij, ampak delim samo nasvete, kar pa pač, če imaš neke izkušnje, je nekot normalno, da pač poveš, kako živiš svoje življenje. Dajmo zdaj začeti. 11 red flagov imam, recimo, ki jih bomo obdelali v današnjem videu. Prvi, prcanje in žaljenje. Mislim, da smo v današnjem času zelo navajeni na to prcanje in da je to kao nekaj normalnega. Pač malo se zafrkavaš, malo se zabavaš. Moje mnenje je, da to ni normalno. V najstniških letih se mi zdi, da smo to najbolj nekako prevzeli, da se pač, ne vem, tudi fan pa punca sta se najbolj prcala med sabo, ne vem, nekaj se zabijaš ali whatever. In je to neka traktov kao, ja, tak je najin love language, ne vem kaj. Pač, če to nobenega ne prizadane, sure, ampak se mi zdi, da je zelo tak shaky ground. Mi dva z Janom imamo neko te, da se pač v bistvu ne zafrkavamo iz skoraj nič. Recimo, da edina stvar, s katero se zabavamo, so najini naglasi, ker pač on je Štajerc, jaz pa sem, so nek miks naglasov. To nobenega ne prizadane, pač če si Štajerc, pač Štajerc, če nisi Štajerc, pač nisi Štajerc. Ampak se mi zdi, da veliko ljudi, ko se enkrat to začne, se pol nikoli več ne ustavi. In vedno več je. In vedno bolj poskušaš zabiti, ampak ker je to kao smešno. Lahko prideš tudi do situacije, ker ti pač fant reče, ne vem, kako imaš smešen trebušček. In pol naslednji dan se že začneš omejevati, kaj boš jedla. In to pač ne rabim sploh omenjati, da je to nezdravo. Ko pride enkrat to prcanje do izgleda, frizure, oblačenja, postava ali pa kaj znaš in kaj ne znaš. Mogoče na začetku smešno, sam se mi zdi, da vedno pa poskušaš pač one-upati to in se pol nikoli ne konča. In hitro priješ lahko tudi do tega, da se začneš žaliti. Ta meja med prcanjem in žaljenjem se mi zdi, da se kar hitro lahko zabriše. In naenkrat nastanejo neke zamere ali pa dvomi. Za žaljenje pa sploh ne rabim omenjati, a ne? Pač, če ti nekdo reče, da si prasica, da si grda, da si bajsa, da si ne vem kaj, tega ne rabiš poslušati. To je game over v trenutku. Pač, res se ustavi, pa razmisel. Zdaj danes ne bom govorila nekaj ful o gaslightingu, ker to je čist tema za sebe, ampak tukaj zelo pogosto pride do gaslightinga. Se je bil sam hec. Ja, ampak če mene to prizadelo, a je bil res hec? Zakaj bi hotel, da mene nekaj prizadene? Pač tu postavite svoje meje, pa zaključite, če je predavč. Drugi red flag je spreminjanje. Če te tip poskuša spreminjati. Recimo reče ti, da so mu všeč rdeče laske in posledično se ti potem pobarvaš na rdeče. Ali pa recimo všeč mu je nek clean girl estetik in ti greš zamenjati celo svojo omaro. Bom pa rekla, da pa so ene stvari. Recimo, jaz imam težavo z zapravljanjem. Če Jan meni reče, da bi lahko to malo spremenila, je to čist neka druga stvar. Če si slab človek oziroma če delaš neke stvari, ki drugega prizadenejo, ja, spremeni se. A to vide
interest, ne vem, kaj ti je všeč, kaj ti ni všeč, je pa totalno brez veze. Če ti rečeš, da se moraš spremeniti, oh my god, run. Pač sploh, če si moraš lase pobarvati, pač zakaj da fuck nisi šel z uno, ko imaš v originalu tako barvo las. Tretji red flag, nadzor in nezaupanje. Se veš, kje si, s kom si, daj mi pošlji mi fotko, da vidim, s kom si in kaj delaš. Jaz sem dala tukaj en disclaimer, mi zdi, da shareat lokacijo ni necessarily toxic, ker to je zelo odvisno od dinamike razmerja. Mi dva z Janom mava eno druga lokacijo. Recimo, da vem, kdaj bo on prišel domov, ali pa se itak sploh ne preverjam, tako da ne vem, to je nekaj čist brez veze. Jaz tukaj govorim bolj o onmu bolanem nadzoru, ko moraš biti konstantno na vezi, ko moraš biti skos na voljo. Vsak partner mora imeti neko prostost, da se druži s svojimi prijatelji ali pa z družino, tudi kadar je sam, kadar partnerja ni zraven. To je čist normalno in če ti fant ne more dovolj zaupati, je to res ogromen red flag. Fantje imate zelo radi ta izgovor, kao bivša vas je prevarala in zdaj ne morete ta novi zaupati. To je tak bullshit, ker nisi več svojo bivšo, zdaj si z novo osebo. To morate skomunicirati, postaviti neke meje. Vsaki osebi pripada čas za sebe. Pa še to bom dodala. Sem se z Janom malo pogovorila o tem scenariju in je rekel, da naj dodam to, da je normalno, da čez dan updateš svojega partnerja. Zdaj to ni nadzor, kje si, kaj si, ampak da samo od sebe poveš, zdajle me neki cajta ne bo, zdajle, ne vem, 8 ur sem na šitu, 8 ur se ti ne morem javiti. To je komplet normalno. Kadar sem jaz na snemanjih, recimo, jaz Janu vsake 2 urce mu povem, kaj smo delali, zato da pač on ve, da je vse okej. To ni nadzor, to je čist druga stvar. Naslednji red flag, to zdaj 4. Izoliranje. Klasični stavki, vse mora ostati med partnerjema, ti ne smeš nobenemu drugemu povedati najinih težav, ker to mora ostati samo med dvema, to se ne tiče nobenega drugega. Če pretiravaš pa vsem svojim frendom pač res prekomerno vse poveš. To se strinjam, ampak je zdravo, da se ti pogovarjaš s svojo skupnostjo ljudi, ki so v tvojem življenju, ki te imajo radi. S tem, ko partner te poskuša izolirati, te v bistvu hoče pripraviti do tega, da boš ti dlje ostala, da bo težje iti, ker boš imela občutek, da nobenega drugega nimaš. Ohranite svoje prijatelje no matter what. Enkrat bi lahko naredila dejansko video o tem, kaj je dober in slab prijatelj, da bomo pač še to razčistili, ker niso vsi prijatelji dobri. Tudi za družino ne velja nujno vedno, da so vsi kar dobri, ampak vseeno moraš imeti neke druge ljudi. Tvoj partner ne sme biti edina oseba v tvojem življenju. Zdaj, če imaš ti enega prijatelja, je ta prijatelj čisto v redu, pa kar naenkrat imaš občutek, da ne smeš temu prijatelju čisto nič več povedati, zaradi tega, ker imaš občutek, da to tvojemu partnerju ne bo všeč. To je res huge red flag. Tvoji prijatelji so zato tam, da so tvoj filter, ko ti poveš svoje težave, da ti povejo, to je samo problem v komunikaciji, to je problem tu pa tu, dajte se pogovoriti. In ko bo prišla situacija predaleč, ko bo postalo toksično, ti bojo isti prijatelji rekli, beži. Še bolj pa bodo te punce previdne pri tem, ko vam fant ne pusti med službe. Potem boš finančno odvisna od njega in pa bo pač še težje iti ali pa nemogoče iti. 5. red flag, weaponized incompetence, oziroma slovensko namerna nesposobnost. Ne vem, kako bi to prevedla, tako bom rekla. Ko smo se z Janom preselila v to stanovanje, je Jan prvič v življenju uporabljal pomivalni stroj, ker ga pač nikoli prej ni imel. In šla smo do pomivalca in jaz sem mu rekla, tekle zložiš noter, tekle daš tabletko noter, tekle pritisneš tale gumb in potem pere, pomiva, whatever. In od takrat pač zna dati posodo pomiti. Jaz ne zastopam, kako so eni tipi lahko to rečemo, da je to offensive, nesposobni. Tipi znate šraufati cel avto, pa znate računalnike popravljati, pa znate ne vem kaj vse delati, ne znate dati pa odprati. Oprosti, a ne znaš dati belo pa črno na razen, pa dati to tam pa nalit mehčalc. Neki se imajo vsi za neke, koliko so moški pametnejši od žensk, pa ne znaš dati odprati, dejne seri. Tudi to, če začne tip neke stvari narobe delati, recimo, da moraš vse popraviti za njim, ali pa da pač ena stvari ne bo naredil, in potem ti narediš namesto njega, mislim, s tem si mu dala sam vedeti, da vedno, ko bo on kaj naredil narobe, boš ti popravila. In na eni točki bo on rekel, pa jaz ne bom, ker jaz itak nikoli ne znam, in potem boš ti to delala in bo vse na tebi. Don't ever do that. Moški so odrasli moški. Nisi njegova mama, da ga moraš to učiti, to bi ga mogla mami naučiti. Zdaj, če se mora tukaj na novo naučiti, pa se naj, ker ni nič tako težkega. Zdaj, predstavljaj si, da pride do neke situacije, kjer greš, ne vem, ti v bolnico, ali pa pristaneš v posli, ali pa pač
ne moreš več stvari delati. A lahko ti svojemu tipu zaupaš, da bo za to poskrbel on. Še posebej pa velja to za punce, ki hočete imeti otroke s svojimi tipi. Zakaj da fuck imate otroke z ljudmi, ki so sami otroci, ki ne znajo za svojo rit poskrbeti, pa ne znajo pa z oknov pobrati stal. Če ne zna dati svojih umazanih z oknov, uno košaro za perilo, v lifeu znal za otroka skrbeti. Zdaj bi tako rekla, če ste slučajno stay at home girlfriend, kar tudi ne supportam glih najbolj, tako sem že prej rekla, finančna odvisnost od tipa. Ok, če on plačuje celo najemnino, pa ne vem, vam on vse plačuje, ok, pa on pa skrbite nekaj za dom, pa pač boste te stvari delali, ampak fajn je, da tipi to znajo. Ampak če sta pa povsod enakovredna, če je povsod kao 50-50, bo pa tudi tukaj 50-50, ne bomo krona z glave padla, če bo enkrat na mesec veci spucal. Naslednji red flag je, da je njegov love language seks. Jaz verjamem, da ni 5 jezikov ljubezni. Jaz mislim, da so samo 3. In to so usluge, kvaliteten čas, pa darila. Eno ti lahko pomeni več kot drugo. Pač za svojega partnerja delaš to, kar je njemu pomembno. Če so Janu všeč usluge, bom jaz zanj delala usluge. Če so meni všeč darila, bo Jan poskrbel, da dobivam jaz darila. That's how it is. Čeprav tudi darila so malo bolj tek, ampak ok, whatever. Za besede in pa za dotik, ki sta pa še druga 2 jezika ljubezni, bi pa rekla, da to niti približno ni isto. Predstavljaj si, da si v situaciji, kjer ti rečeš tipu ljubim te. In potem on to ne reče nazaj, zaradi tega, ker to ni njegov love language. What? Ali pa da nekoga objameš in te ne objame nazaj. To je toliko boleče, to je toliko brez veze. Ne glede na to, da je to tvoj primarni jezik ljubezni ali ni, je to nesprejemljivo. Pri teh stvareh se morata vedno ujemati. Ampak, fantje, tudi če govorimo o jeziku ljubezni, ki je dotik, to ni seks. Fantje ful pogosto rečejo, ja, moj jezik ljubezni je dotik, torej, če ne seksam, se jaz ne počutim ljubljenega. Jaz zdaj razumem to vašo logiko, ampak ni pa prav. Punca ti ni dolžna seksa, zato da se ti počutiš ljubljenega. To je čisto ena druga stvar. Pa fantje, dovoljte, da je dotik sam dotik. Tudi meni se je zgodilo, da sem bila v situaciji, kjer pač vsak dotik je pomenil, da je bo zdaj seks. In pol, v bistvu po nekaj cajta takega razmišljanja, se v bistvu svojega partnerja tako sploh nočeš več zatikati, zaradi tega, ker pač vse bo vodilo samo seks. In ni ti za 6-krat na dan seksat. Ne vem, that's just me. Ampak jaz bi rada se dotikala svojega partnerja, kot se pač dotikamo ljudje. Zelo pomembno se mi zdi, da ko ste dlje v razmerju, baterije mi je zmanjkalo slušalka, tako da sem zdaj na kablu, ampak kje sem ostala? V glavnem, fantje, punce čutimo, kdaj vi šlatate nas samo zato, da vam paše. Dajte nas šlatati še kje drugje, ko pa po joškah pa po riti, ok? Ker smo celotna oseba, ne samo to. Božajte nas po laseh, ali pa po roki, ali pa po obrazu, ne vem, nekaj, kar ne bo nujno samo seksualno. Naslednji red flag je to, da ti pričakuje brezpogojno ljubezen. To mogoče hot take. Brezpogojna ljubezen ne more biti med 2 partnerjema. Brezpogojna ljubezen je lahko med staršem in otrokom, pa še to samo eno smer. Ne more biti pa med partnerjema. Zahtevaš, da jaz tebe brezpogojno ljubim, to pomeni, da ti moram oprostiti vse, kar ti narobe delaš. Lahko me žališ, lahko me tepeš, lahko me varaš, ampak ker jaz tebe brezpogojno ljubim, bom jaz vse to sprejela. Well, that's not how it works. Najte svet ste to brezpogojno ljubeznijo ne zavaja v to, da moraš vse te stvari sprejeti. Pogojno ljubi, prosim, ne si dovoliti vsega, sam zato, ker je pač tako velika ljubezen. Naslednji red flag je, tak pač sem. Ja, pač si kreten. Kaj naj rečem? Če se nisi pripravljen izboljšati za svojo partnerko, da bo ta lahko imela lepše življenje, oziroma da bo lahko tudi ona srečna, ne samo ti, ja, tam so vrata. Vem, kako je grozno razmišljati o tem, kad ti to nekdo reče in veš, da moraš iti. Ampak potem pomisliš na to, da enkrat bo ta tip najdel punco, ki ga bo ali sprejela takega, ko je, ali pa se bo celo spremenil za njo, ker se zate ni. In takrat najbolj počutiš, kot da nisi dost vredna. Ampak si, ta prav tip bo pač tak, ki ti paše. Ne boš ga rabila spreminjati sploh. Nis njegova mama, nis njegova učiteljica, in ne rabiš ga učiti, kako te najma rad. To točko je dejansko Jan dodal, jaz je v originalu nisem, ampak je Jan omenil prijatelja nasprotnega spola. Zdaj v tem primeru, glede na to, da delam video za punce, bojo pač to prijateljice, lahko je pa tudi obratno, kamot. Ampak again, delam video za punce. Če ti kadarkoli tvoj fant reče, da fantje in punce ne morajo biti sam prijatelji, mu verjem in mu ne dovoli, da ima prijateljice. Pika, konc. Ni sploh debate. Jaz sicer iskreno mislim, da punce smo lahko prijateljice s fanti,
pa se mi zdi, da je obratno narobe. Moje razmišljanje je, da punce med sabo si zelo veliko stvari povemo in gremo v globoke teme in v čustvene teme. Tipi pa tega enostavno ne delajo. In kot ti si prijateljica z enim tipom in mu začneš zaupati na takem nivoju, ima on feeling, kot da je neki special. Ampak ni, ti bi to povedala vsem svojim prijateljicam, on je sam pač ena tvoja prijateljica. Ti pa to takoj narobe vzamejo in začnejo čist drugače razmišljati in bodite previdni. Punce bodite previdne pri tipih, ki so vaši prijatelji, fantje, vi pa pač tudi niste vsem svojim frendicam, ker avtomatsko všeč, ok? Pa ne razumem, zakaj morajo eni tipi imeti toliko ene pozornosti od punc, pač, ali imaš tak tipe frende? Če ima tvoj tip frendice in njim zaupa več kot tebi, to definitivno ni normalno. Tvoj partner mora biti tvoj najboljši prijatelj, tvoj partner mora biti tisti, ki te pozna najbolj. Še slabš je pa to, če teh prijateljic nikoli ne spoznaš. Naslednji red flag so igrice. Vse veš, ono klasično, oh my god, ni mi odpisal 5 ur in zdaj bom jaz naštimala alarm čez 6 ur, zato da bom jaz tudi njemu šele takrat odpisala. Daj ne, seri, oh my god. Get out. To, da se ti cel dan ni javil, ni zaradi tega, ker je bil preveč busy ali pa si dela hard to get. Ne, honey, sam pozabil je na tebe. Tudi jaz sem struglala s tem. Težko je, če te nekdo ghosta, to pomeni ne. Par dni je pa hardcore ne. Tole sam blokiraš pa greš, sploh ne rabiš zaključka. Ker fant, ki si bo zares želel biti s tabo, bo s tabo. Ti bo napisal, zdajle bom 2 ure vozil, 2 ure ti ne morem odpisati, se slišma, ko pridem na cilj. Nobenih teh modernih iger s tem. Da pa moram jaz počakati, zato da mu odgovorim, da prav... Tako sem rekla, tudi jaz sem to delala in to mi je toliko gabno. Tako mogoče preden zaključiš to situacijo, mogoče sam napiš, zato da vidiš, na čem si. Mu napišeš nekaj v smislu, bi ful rada, da ti meni večkrat kaj odpišeš, zdaj, če si mu všeč, bo poskrbel za to, da se bo ta večkrat slišala, če mu nisi všeč, te bo pa ignoriral pa šel naprej s svojim življenjem, ker itak mu ni mar. Tako da si dobila svoj odgovor in si dobila svoj zaključek. Naslednji red flag je love bombing in to je po moje razlog, da punce tako dolgo ostajamo v enih razmerih. Tiste prve 3 mesece, ki je itak honeymoon phase, so te moški ponavadi najboljša verzija sami sebe. Šopki, izletki, lepe besede, pa celi spisi lepih besed, pa darilca, pa ne vem kaj vse. Ampak pol se to enostavno ustav. Pol tega ni več. Takrat dobiš ti v glavi neko misel, da mogoče tega nisi vredna več. In pol se začneš truditi in pol začneš delati več in več in več in več in več, zato da boš mogoče dobila tisto verzijo njega nazaj. Ampak jaz ti priporočam, da začneš že zdaj žalovati za to osebo, ker ta oseba nikoli ni obstajala. To, kak je potem, tak je. Mogoče se bo zgodilo vmes kaj slabega, ali ga boš ujela, ker si bo z eno drugo pisal, ali ne vem, bo se šel napit, pa ne vem, slabe stvari. In potem boš dobila teh za par dni, boš imela spet popolno verzijo njega, kot opravičilo, drugače pa še vedno ni tak. Jaz imam tako pravilo. Če bi ti potegnila eno črto čez svoje razmerje, kako poteka? Recimo začela sta in potem se je zgodilo nekaj slabega in potem se je opravičil in potem se je spet nekaj slabega zgodilo in tako naprej in tako naprej. Ljubezensko razmerje ni vlakec smrti. Ljubezensko razmerje mora biti ravna črta. Konstantno. Nikoli ne dvomiš v stvari, vedno je tam, vedno je mir. In jaz končno lahko rečem, da imam točno tako razmerje. Lahko bi posnela čist drug video o tem, koliko je na začetku to nenaravno, sploh če prehajaš iz malo bolj toksičnih odnosov, ker si navajen tistih rollercoasterjev. Dolgcajt oziroma ta mir in ta konstantna, to je edini zdrav način. Ups and downs v razmerjih ne obstajajo. To je bullshit. Zdaj pa še zadnja stvar, ki po moje sploh ne rabim posebej izpostaviti, ampak je vseeno bom, če vam slučajno ni jasen. Fizično nasilje pa nikoli ni sprejemljivo. Tega nikoli ne ignorirati, takoj, ko se ti zgodi, zbejš stran. Pa ne si delati v njih zgodbic, nikoli več se ne bo ponovilo. Pač, kakor smo prepluvali uno knjigo Konča se z nama, je popolna razlaga tega razmišljanja in vam priporočam, da preberete. Dobro napisana iz te strani, kako pač ne popolno takrat razmišljati, takrat ne moreš racionalno razmišljati. Pač fizično nasilje je tvoj znak za končen odhod. Zdaj, da kdo kaki paralel z mano delal, bom jaz tek rekla, da bi lahko enkrat spregovorili o tem, kaj je reactive abuse. Je to ena grozljiva stvar, ki te spremeni v čist drugo verzijo sebe. Pač tudi jaz, če zdaj pogledam za nazaj, jaz se sploh ne prepoznam. Jaz v osnovi res nisem tak človek.
sem pa delala marsikero slabo stvar. Ampak te bom rekla, nisi čisto vse kriva sama. O tem bi lahko čisto drug video naredila. Sam se bojim, da pač potem boste začeli spet secirati razne stvari in potem bom spet ne vem kaj, ker sploh ne poznate določenih zgodb. Teda bom zaenkrat tukaj zaključila. V glavnem, punce. Jaz bom za konec rekla čistek. Jaz imam same sebe za izjemno nesposobno. Jaz, ko pogledam svoje življenje za nazaj, sem zelo presenečena, ker sem jaz sploh karkoli dosegla. In nisem rabila moškega. Še danes ga ne rabim. Zdaj ta stavek, ki sem ga napisala v scenariju, sem ga dala javno za prebrati, pa se je čudno slišal. Tako da ga moram malo pojasniti, ampak ta stavek je bil: moškega ne rabim, moškega imam, ker je v življenju samo moja sladica, ki prinese mir in zabavo. Da ne bo še kdo to narobe razumel. To ne pomeni, da moški niste zaželjeni in da vas ne potrebujemo enkrat, ko smo v resnem razmerju z vami. To sam pomeni, življenje je kot eno kosilo. Main course oziroma glavna jed sem jaz. Moj partner oziroma partnerka je pa sam sladica, če kosila ni. Če jaz same sebe nimam rada, če ni tega kosila, ne morem preživeti. Zelo težko. Če živim samo od sladice, ja, ni najbolj zdravo. Če pa jaz dodam kosilo in sladico, je pa to eno basines kosilo. Je pa to kar lepo življenje. Zato ženske ne toliko centralizirati moških, ne vrteti celega svojega sveta okrog njih. Takrat, ko sem mislila, da rabim moškega zato, da preživim, sem bila najboljša žrtev za toksično razmerje. Ker sem enostavno dovolila vse, samo zato, da bi ga obdržala. Nas lahko punce res vse delamo same. Lahko sama najameš stanovanje, sama lahko imaš avto, potuješ lahko po svetu, službo lahko imaš. Pač zakaj bi ostala v nezdravem razmerju? Ta video ni za ženske, ki že imate otroke s partnerji. Čeprav moja mama je bila samohranilka in svaka ji čast, tudi to se da, ampak je bolj za mlajše, predvsem za mlajše od mene, ker jaz v bistvu te videe delam kot sebi v preteklost, kar je nemogoče, ampak bilo full fine, če bi. V glavnem, punce, vsega ste sposobne, vsega. You have no idea, kako moč imate v sebi. Samo porabite jo. Pa ne porabljati na teh tipih. Pa bodite ponosne, če se odločite, da greste stran od nekoga, ki je toksičen. Če ima vaš tip katerokoli od teh rdečih zastavic, prosim razmislite. Če ima več kot 3, se strinjamo, da morate iti. Če imate zadnjo, greste takoj, sploh nima veze. V glavnem, razmislite, pazite, to ni noben poraz. To je samo en korak bližje k vaši sreči. Preden sem spoznala Jana, je bilo moje pravilo to: Abi Gomez naredil to Mortiši. Pa zapomnite si, takoj ko boste pustile te čudne tipe, boste en korak bližje tistemu ta pravmu moškemu. To je vse, kar bom rekla. Iz vsake situacije se boste nekaj naučile in boste nekoč odkrile tistega, ki bo ta pravi. To je to za današnji video. Če vam je bil všeč, dajte en like, da se subscribite na moj kanal, komentirajte kaj, lahko napišete kakšne teme, o katerih bi lahko naslednjič govorila, ali pa če imate kakšne, ne vem, probleme ali pa karkoli, bomo podebatirali in ja, vse rešili. V glavnem, hvala, da ste gledali, lepo se imejte in veliko se smejte, pa se vidimo naslednjič. Čau!